24. občinski praznik občine Rogašovci. V mestni občini Murska Sobota slovesnost o prazniku dan upora proti okupatorju. Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v tokratnih dogodkih. Na igrišču osnovne šole Sveti Jurij je potekala osrednja prireditev ob 24. občinskem prazniku občine Rogašovci. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj. Za bogat kulturni program so poskrbeli učenci osnovne šole Sveti Jurij in učenci glasbene šole Murska Sobota, ter številni drugi nastopajoči. Podeljena so bila občinska priznanja. Občina Rogašovci je svoj 24. občinski praznik obeležila na osrednji prireditvi, ki je bila obarvana s kulturnim programom, na katerem so sodelovali učenci osnovne šole Sveti Jurij in učenci glasbene šole Murska Sobota. Zbrani so se ob tej priložnosti spomnili na papeža Frančiška in se poklonili za minuto molka njemu v spomin. Občani in ostali obiskovalci so se zbrali na 26. april, na dan pred državnim praznikom, pred dnevom upora proti okupatorju, ki nas ljudi, kot so povedali v občini Rogašovci, vedno znova spomni na pogum in neomajno voljo ter odločnost slovenskega naroda. Zbrane je v uvodu najprej nagovoril župan občine Rogašovci Richard Pevrača, ki je na slavnostni prireditvi izpostavil pretekle dogodke in načrtovane investicije. Leta 2024 smo uspešno zaključili in izpeljali večino zastavljenih projektov. Proračun smo realizirali v višini nekaj čez 5 milijonov evrov, kar predstavlja 90% zastavljenih ciljev. Poleg investicij smo skrbeli in poskrbeli za tekoče delovanje občine ter zagotavljanje javnih služb in nalog določenih zakonom. Zaključili smo večino načrtovanih projektov in investicij, med katerimi izpostavljamo izgradnjo vodovoda, kanalizacije romskega naselja Pertoča, 7 odsekov cest in vzdrževanje celotne prometne infrastrukture, optičnega omrežja, nakup stavbe Nove Ljubljanske banke, zgrajeni sta bili 2 skupnostni sončni elektrarni, ena že deluje, druga bo v kratkem priključena na omrežje, in še več večjih ali manjših projektov. Septembra smo začeli z največjo investicijo na področju športa v naši občini. Izgradnjo športno-rekreacijskega centra, ki bo prvenstveno namenjen naši osnovni šoli, na voljo pa bo tudi društvom in posameznikom iz občine in izven. Prizadevali si bomo, da bo objekt postal center športa za celotno Gričko. In tako smo že pri načrtih za tekoče leto 2025. Proračun je razvojno in investicijsko naravnan. Načrtujemo realizacijo v višini 7 milijonov evrov. Seveda bomo najprej poskrbeli za obveznosti, ki nam jih nalaga zakonodaja, hkrati pa smo pred pričetkom 16 novih projektov v višini 2,2 milijona evrov. Kot je povedal župan, mora občutek o zapostavljenosti ali onemogočenosti razpisnih pogojev v majhnih občinah, kamor sodi tudi občina Rogašovci, tokrat zanikati. Torej, kot obmejna občina imamo marsikatero prednost pred ostalimi občinami. Tudi majhnost ni vedno več ovira in tudi nam se na razpisih odpirajo določena vrata. Sedaj je na nas, da to izkoristimo. Skupaj z občinskim svetom, ki deluje složno in ambiciozno, smo te spremembe pravočasno zaznali in v tem smislu tudi pripravili proračun z novimi projekti za letošnje leto. Oddali smo 7 vlog in za 3 projekte že prejeli pozitivne sklepe v izbiri. Na ostale vloge čakamo in upamo na najboljše. Med že odobrenimi in za nas pomembnimi projekti je prav gotovo obnova objekta stare policije, za katero bomo prejeli čez pol milijona evrov in s tem denarjem bomo pokrili celotno vrednost investicije. Pridobili bomo prostore za delovanje dnevnega oskrbnega centra za starejše in prostore namenjene gospodarskim dejavnostim, društvom in turizmu. Hkrati bomo uredili okolico objekta in s tem ob trgu osrednje občinsko središče. Preostala že odobrena projekta se nanašata na rekonstrukcijo dveh cest v Sedici in na Pertoči in bosta tudi v celoti financirana s strani ministrstva. Naj izpostavim, da so sredstva za vse 3 navedene projekte odobrena s strani ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi gospod Jevšek, ki je tudi naš današnji gost.
Hvala, gospod minister, vam in vašim sodelavcem za ugodno rešitev. Peorača je na slavnostni prireditvi izpostavil še zelo pomemben projekt, ki se imenuje Povezani pod vodstvom Krajinskega parka Goričko, v katerem občina Rogašovci sodeluje kot partner v projektu. Projekt obsega vrsto naravovarstvenih in turističnih ureditev, izvajali bomo 4 leta in potekal bo po celotni občini. V okviru tega projekta bo med drugim zgrajen tudi muzej kulturne krajine v Srbici. Nadaljevali bomo aktivnosti pri dokončanju okoljskega prostorskega načrta in ga skušali čim prej dokončati. Gre za zahtevno področje, ki je predmet pogovorov na vsakokratnem srečanju z resornim ministrstvom, saj se na tem področju s težavami in zamudami srečuje večina slovenskih občin. Zavzemali se bomo, da bomo uspešni. V nadaljevanju je Peorača predstavil še preostale načrtovane investicije. Načrtujemo tudi postavitev turistično-obvestilne signalizacije. Naj povem, da je ta razpis bil razpisan ravno prejšnji teden in se bomo nanj prijavili. Obnovo in rekonstrukcijo zdravstvene postaje s prizidkom, obnovo cest in pločnikov, kolesarskih postajališč, solarno ulično razsvetljavo po vaseh, obnovo športnih objektov pri osnovni šoli na Pertuči in pa nadaljevanje aktivnosti pri vzpostavitvi Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje, ki ga vzpostavljamo skupaj s sosednjo Sveto Ano. Naj povem, da smo skupaj z občino Sveta Ana vzpostavili dobro sodelovanje in do sedaj tudi izvedli določene manjše projekte. Med drugim smo odprli obeležje Črnega kamna na mejni točki Vosinjo in vzpostavili novo mednarodno pešpot. Občina Rogašovci se je pred kratkim priključila v sistem Prostofer, ki zagotavlja prevoz do socialnih in zdravstvenih ustanov. Ob tem je župan izrekel zahvalo vsem prostovoljcem, ki upravljajo prevoze in s tem omogočajo omenjeno storitev. Slavnostni govornik na prireditvi je bil dr. Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj Republike Slovenije, ki je poudaril, da je občina Rogašovci kljub svoji majhnosti razvojno usmerjena. V svojem nagovoru se je minister dotaknil 2 večjih projektov v občini, to je izgradnja športnega centra in enega večjih projektov v nacionalnem merilu, to je novozgrajenega omrežja vodovoda sistema B. To dokazujejo uspešno izpeljani projekti v zadnjih letih. Na enem od njih smo se danes zbrali, izgradnja športnega centra z atletskim stadionom, tenis igriščem in igriščem za košarko je v zaključovanju. Del sredstev zanj je prispevalo Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Dobro leto nazaj smo v vaši občini otvorili enega večjih projektov v nacionalnem merilu. Novo zgrajeno vodovodno omrežje sistem B, pri katerem je sodelovalo 11 občin, vlogo koordinatorce pa je prevzela občina Rogašovci. Gre za pomemben regijski projekt, podprt z 22 milijoni evrov evropskih sredstev, ki je zagotovil varno in trajno oskrbo s kakovostno pitno vodo nekaj več kot 52 tisoč prebivalcem. Jaz sem pogostokrat ob tem projektu pripovedoval, da v letu 2022-2023 ljudem na Goričkem še vedno gasilci dovažajo vodo, kar je nesprejemljivo. In marsikdo mi ni verjel. Danes imamo pitno vodo in se mi zdi, da je to resnično eden boljših projektov v tem okolju in čestitam vsem in se zahvaljujem vsem, tudi občini Grad, Gornji Petrovci, ko so bili kot koordinatorji v tem zelo zahtevnem projektu. Pridobili ste tudi sredstva iz drugega evropskega sklada, tako imenovan načrt za okrevanje in odpornost za izgradnjo kanalizacije v romskem naselju Pertuča. Tudi na razpisih Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih ste od leta 2023 uspeli s kar 5 projekti. Nenazadnje pred kratkim se s projektom revitalizacije objekta stare policije uspeli na razpisu za revitalizacijo objektov javne infrastrukture v občinah na obmejnih problemskih območjih. Ob koncu je minister še dodal, da v občini Rogašovci za izgradnjo potrebne infrastrukture skrbijo za dvig kakovosti življenja vseh prebivalcev občine in omogočajo njen nadaljnji razvoj.
Ob 24. občinskem prazniku občine Rogašovci so podelili tudi občinska priznanja. Po končani prireditvi so zbrani svoje brbončice razvajali s tradicionalnim bogračem, za prijetno razpoloženje pa sta poskrbeli glasbeni skupini Čuki in Weekend Band. Kot je na koncu svojega nagovora povedal župan Pevrača, življenje v podeželski občini, kot je občina Rogašovci, niso samo projekti in finance, je veliko več, je druženje, sodelovanje, zaupanje in medsebojna pomoč. Ob tem je še povedal, da si še vnaprej želi složnega dela v občini in se zahvalil svetnikom, sodelavcem in vaškim odborom, društvom in posameznikom za ustvarjalno delo ter sodelovanje v občini. V gledališču Park v Murski Soboti je pred praznikom dnevom upora proti okupatorju potekala slovesnost v organizaciji Združenja borcev za vrednote NOB Murska Sobota in mestne občine Murska Sobota. Pred državnim praznikom dnevom upora proti okupatorju je v gledališču Park potekala slovesnost v organizaciji Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilne borbe Murska Sobota in mestne občine Murska Sobota. Zbrane je nagovorila predsednica mestne organizacije Združenja borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Murska Sobota Bojanka Veren, ob robu dogodka pa povedala. Skupaj z mestno občino smo sicer soorganizatorji teh prireditev ob dnevu upora. Za nas borce je to še vseeno 27. april, dan OF. Pač smo še malo pozabljivi, pa novih podatkov ne sprejemamo. Tako da dan OF vestno in pridno pripravljamo vsako leto. Zdaj letos smo poskušali zopet narediti en pomladni prisrčen program tukaj pri spomeniku našega narodnega heroja Štefana Kovača, ki je bil pač ustanovitelj in voditelj gibanja Osvobodilne fronte v Prekmurju. Zato smo se tudi odločili za to lokacijo, vendar nam je danes vreme zagodlo, ampak verjetno, da bo prav tako prijetno in toplo in bo proslava opravila in napravila svoj namen, to se pravi dostojno počastiti praznike dogodkov iz preteklosti, na katere ne smemo pozabiti, saj so del tudi našega sedajnika. Naši spomini morajo biti opomin, spomin, da bodo naše naprejšnje poti še bolj svetle in pravilno začrtane. Saj Slovenci smo znani kot pravični ljudje, dobri ljudje in ljubimo svojo domovino. Vsako leto se nekako poskušamo tale simbol Osvobodilne fronte in boja naprednih Prekmurcev položiti venec in to skupaj z mestno občino Murska Sobota. Danes bova to midva z podžupanom, tako da takoj po naši proslavi bova tudi ta del naše prireditve opravila. Članice in člani Združenja borcev za vrednote in obe Murska Sobota so aktivni vso leto, ne samo za praznični dan upora proti okupatorju. Seveda je glavna naloga naše organizacije ohranjati spomin, se pravi vsa spominska obeležja čim bolj približati mladim in pa tistim, ki so že malce pozabili na dogodke iz preteklosti. Ne pozabljamo februarja padlih prosvetnih delavcev. Pri spomeniku imamo prisrčen program. Ob dnevu žena seveda tudi borkam ne smemo pozabiti čestitati in tudi mladim povedati, kaj je 8. marec. 27. april je tako ali tako praznik Zveze borcev. No in letos je svečano leto, obletnica, 80. obletnica osvoboditve naše
domovine izpod nacifašističnega terorja. Na dan zmage, na trgu zmage, ob spomeniku zmage bomo veselo zarajali in se spomnili vseh žrtev, ki so bile potrebne za to veličastno zmago. Slavnostni govornik na prireditvi je bil podžupan mestne občine Murska Sobota, dr. Timi Gomboc, ki je povedal, da je praznik upora proti okupatorju simbol prvega organiziranega odpora proti okupatorju na slovenskih tleh in se s hvaležnostjo spomnil vseh, ki so se borili za mir in svobodo. K temu pa dodal, koga je nagovoril in s kakšnim namenom. Bolj kot tistim, ki se tega spominjajo, moramo te besede pa to položiti v usta tistim, ki se tega ne spominjajo oziroma tega niso doživeli, kajti če pač na splošno pogledamo, se učimo na dva načina, če se lahko tako izrazim. Ene je to, da o nečem beremo, da o nečem slišimo, drugi je pa to, da to doživimo na lastni koži in praktično tisti, ki vojne nismo doživeli, se ne zavedamo teh grozot in zadnje čase v svetu vlada res veliko nestrpnosti, veliko nasilja in prav zagotovo si najverjetneje ne želimo, da bi doživeli vojno in da bi to občutili na naši koži. Kulturni program so pripravili učenci osnovne šole 2 pod mentorstvom Andreja Emri, Smodiš, zaplesala je folklorna skupina učencev podružnične osnovne šole Krog, zapeli pa pevke in pevci mešanega pevskega zbora Vladimir Močan, Društva pokojencev Murska Sobota pod vodstvom zborovodje Matija Horvata. O nastopu osnovnošolcev je Irena Žižek, učiteljica na podružnični osnovni šoli Krog, povedala. Za današnjo slovesnost smo pripravili recital in pa splet ljudskih plesov. V recitalu so učenke in učenci predstavili lastno prozo in poezijo, ki so jo spisali na natečaju osnovne šole 2 na temo Ta svet je tudi zate. Pri spletu pa bomo predstavili ples šoštarsko in po zeleni trati, pa učenci bodo malo prikazali, kako so se nekoč igrali. Kako pa osnovnošolci dojemajo in sprejemajo praznik upora proti okupatorju? Moram povedati, da jih to zelo zanima, ampak nekih predstav nimajo, tako da jim je treba kar s pomočjo kakšnega slikovnega gradiva prikazati dogodke iz preteklosti, ampak moram povedati, da se pa vseeno zelo zanimajo za to, kar se je dogajalo nekoč. Po slovesnosti sta počastitev državnega praznika predsednica mestne organizacije Združenja borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Murska Sobota Bojanka Veren in podžupan dr. Timi Gomboc položila venec k spomeniku narodnega heroja Štefana Kovača Marka ob gledališču Park. Gledalke in gledalci, hvala vam, da ste nas spremljali. Preživite lepe prvomajske praznike. Ostanite z nami. Lep pozdrav!